Na kolikih olimpijskih igrah ste že sodelovali do sedaj? No, prve paraolimpijske igre so bile Torino 2006, potem naslednja je bila v Vancouveru, potem smo bili v Sočiju in nazadnje v Pjongčangu v Koreji in seveda se pripravljamo na to, da gremo tudi na Kitajsko. Kako dolgo je potrebno biti na pripravah za paraolimpijske igre? Koliko tekmovalcev slovenskih je že sodelovalo na teh igrah? No, problem je, ker je teh tekmovalcev v Sloveniji zelo malo. Zimski športi so številčno podhranjeni ravno zaradi specifike zimskega športa. Predvsem je seveda to šport zunaj, gre za zelo drago opremo, zato smo do zdaj imeli v Torinu 2, v Vancouveru 1 in tudi v Pjongčangu in Sočiju po 1. Jernej Slivnik je bil zadnji v Pjongčangu kot predstavnik Slovenije. Je prvič organizirano svetovno prvenstvo na domačem terenu? Prvič, drugače sicer Kranjska Gora gosti svetovne pokale od leta 2016 in tudi letos gostimo svetovni pokal, ki bo 3. in 4. februarja prav tako v Kranjski Gori. Svetovno prvenstvo je pa eno največjih tekmovanj športnikov invalidov, ki je lahko dobi Slovenija, glede na to, da najbrž paraolimpijskih iger ne bomo dobili, ker je to kljub vsemu večji zalogaj, je svetovno prvenstvo največje. No, v Kranjski Gori imate tudi edinega predstavnika, Jerneja Slivnika. Res je, smo zelo veseli, tudi smo veseli, da je kljub poškodbi nastopil že na veleslalomu rame. Mislili smo, da celo ne bomo ga mogli gledati in spodbujati na smučišču, ampak je odpeljal zelo dobro, je 17. bil v veleslalomu in danes po prvem teku mu kaže zelo dobro na 9. mestu. Jernej Slivnik, najprej seveda iskrene čestitke za dobro udeležbo tukaj na svetovnem prvenstvu, lahko bova rekla tudi na domačem terenu, kako ste se počutili? Ja, hvala za čestitke. Jaz se počutim zelo fajn tukaj, skoraj na domačem smučišču in je zelo lepo tekmovati domov. Je bilo potrebno veliko koncentracije, veliko treninga za svetovno prvenstvo, konec koncev sodelovali ste že na paraolimpijskih igrah v Pjongčangu, dosegli boljši rezultat tukaj doma na domačem terenu? Ja, potem po Koreji je bilo treba prvo se malo odpočiti, zdaj pa bila cela sezona priprava, sploh na to prvenstvo, zdaj pa sledijo naprej še druge tekme in upam, da bom tudi tam uspešen. No in v začetku februarja se ponovno vračate v Kranjsko Goro? Ja, res je, v začetku februarja imamo tukaj še svetovni pokal. To je v bistvu prednost za vse nas tekmovalce, da lahko večkrat nastopimo na enem terenu, ga bolj poznamo in smo vsakič lahko boljši. Ste imeli kaj treme tukaj na podkorenški strmini, glede na to, da je kar dovolj strma, dovolj ledena, kadar spremljamo alpske smučarje? Pa zaradi terena oziroma pa snega, jaz nisem imel tukaj posebne treme. Mogoče je bila tista najhujša res to, da je vse skupaj doma, da sem edini domači tekmovalec in to je bila največja trema. Seveda verjetno rabite tudi malo počitka, kdaj boste lahko malo počivali, se oddahnili od vseh tekem? Mislim, da bo to šele na koncu sezone, zdaj sem v tem ritmu, zaenkrat nimam težav, ampak verjamem pa, ko bo bolj pomlad oziroma poletje, bom pa tudi imel kaj časa zase. Koliko tekem vas še čaka do konca sezone? Točno še ne vem, ker se bomo odločili po napovedih, po tekmah, ki se lahko še sami spreminjajo, ampak nekaj tekem me še čaka. Je to posebno vzdušje na domačem terenu dosežeti boljši rezultat kot nekje v tujini? Ja, je že, tudi če ne bi dosegel tako dobrega rezultata, je še vsaj nekaj posebenega biti doma s takim rezultatom, pa sploh super.